Še ena zelo pomembna odločitev je seveda anatomija motorista mora sovpadati z anatomijo motorja. Tudi eden od vprašanj na teoretičnem delu izpita kategorije A je, kako izbrati motor oziroma ali mora motor ustrezati telesnih značilnosti motorista. In v tem mojem motorističnem poletju sem si v motoristični dnevnik zapisal, da mi ne paše, če je motor previsok oziroma če na križišču stopali nisem povsem na tleh. A je pa sploh za mene primeren, naprimer, en tak visok potovalni enduro, kot je tam? Za samo vožnjo ni problema, tudi če se ne uspem dotakniti tal, ker med vožnjo tako so noge na stopalkah, ampak problem je pri ustavitvi motorja, pri stanju, na kakšnem klancu, kakorkoli, kadarkoli. In če takrat z obema nogama nimam dovolj opore, da bi zadržal to maso, ne vem, 150, 200, 250, 300 kg, pol bo velik problem. Tako da vseeno, vsaj za začetek, moramo imeti dobro oporo z obemi stopali, ko se sedemo na motor. To se pravi, predlagaš pri izbiri motorja, višina sedeža je zelo pomembno merilo. Vsekakor je. Se pravim, zdaj v teh milimetrih pa tudi razlike so, dajo se nekateri sedeži tudi dvigovati, spuščati, ampak najbolje bo vsak za sebe ocenil, ko bo ta motor zajahal, se vsedel na njega, ga dvignil in potem vidi, kje so noge, in ta občutek je tisti, ki mora prevladati pri vsaki izbiri motorja. Pa jaz mislim, da se sedaj že upam reči, da nekako 125 kubični skuter sem prerasel. Bravo, točno to smo to dodati, jaz si ga prerasel. Ja. Ne glede na to, da ko sem se usedel na njega, še vedno je vožnja zelo simpatična in odlično prevozno sredstvo za po mestu. Kaj bi mi svetoval med temi tremi? Se pravi, imamo naked bike, imamo potovalni enduro in imamo nekega križanca, ki združuje različne lastnosti. Kaj bi mi ti svetoval kot Darko, prijatelju Juretu? Dobro, zdaj malo, ker te poznam, pa vse bi rekel, zdaj, če je preskok, da mogoče eno vrsto vmes preskočiš, glede na izkušnje, kaj si že doživel, koliko si se prevozil s tem. Recimo zdaj bi ti tale vmesna postanka, ko je recimo A2 kategorija do neomejenega, pa zdaj, če govorimo, da nima neke prevelike vetrne zaščite, ne bi nič zgrešil, če bi mogoče kar tole eno stopnjo preskočil, pa bi sedel kar na tistega, ker sta tudi po merah, masah tu nekje. Se pravi, govoriva pa o tem, ki ima že delno vetrno zaščito, dovolj prostora za sopotnika, pa zelo pomembno, višina sedeža, po moji, a lahko probava? Razkusi. Sta obe stopali na tleh in to daje tisti občutek, ko stojimo zraven motorja, ko ga želimo držati v ravnotežju. Mislim, jaz se na tem motorju počutim zelo suvereno, pa mogoče prej se nisva dotaknila, ampak jaz sem opazil, da mi zelo ustreza širše krmilo. Ker je nenaravno položaj, če je karkoli zoženega ali pa športnega ali pa kakšni čoperi čudni. Zdaj pa moramo tudi paziti, tale motor ali pa vsi motorji so narejeni za neko poprečje. Zdaj, če samo zmeriva širino tvojih ramen, kako tebi paše, kako široka bilanca. Nekdo ima ožja ali pa še širša, tisti bo rabo še morda širšo bilanco. In tu se vse potem dodatno da nastavljati ali pa dokupiti. Ampak če je zdaj nek motocikl, ki je v salonu, paše na tvojo konstitucijo, tako kot si omenil, za roke in vse, jaz ne vem, zakaj ne. Če ima motorist malo manjše roke oziroma dlani, kot jaz, koliko je pomembno, da si izberemo motor, ki ima nastavljive ročice? Spet bom rekel, mogoče tako večkrat podarjam, namesto da bi dokupili 20 konjičev več, ali pa kakšen glasni izpuh ali karkoli, je morda bolje vložiti nekaj evrov za nastavljivo ročico in sklopke in zavore. Ravno zaradi tega, da ne bo problem pri tem, pri prstih. Pojdimo pogledati še višino sedenja, ki pa se bojim, da meni ne ustreza. Evo, in zdaj imamo že tukaj primer. Ja, se, ko ga bo zravnal, bo bolj primerna mera. Pohoden zavoro, občutna razlika tudi v masi motorja. Ja, to je res, ampak vseeno še dosežeš, ne za celim stopalom, ampak malo imaš pete dvignjene, ampak vseeno je še dovolj. Zdaj pa je to tisto, kar smo prej pogovarjali se. Občutek, ko bo zdaj verjetno vozil nekaj kilometrov, pol leta, leto, ne vem, par mesecev, bo že tistega malce bolj navajen, pa ti bo ta že mogoče lažje in optično, in ko se vsedeš njega tudi ne bo več tako strahov spoštovanja. Je pa res, da mi pa položaj na motorju pa tudi na hkle ustreza. Krmilo še lepše, a ne? Še bolj, ja. Manj utrujajoče. Tudi malo ožji sedež? Ja, tudi to je dostikrat problem, ja, široki sedeži, ampak glede na to, kako izgleda, kakšen občutek imaš optični, zdaj, ko se sedeš na njega, pa ni tako strašno. Ja.